Ste eden od, lahko rečemo, pravih začetnikov lednega plezanja pri nas na Slovenskem. Torej vemo to zgodbo z vzponom v Luciferju, ki jo bomo danes malo podoživeli. Še kako ste sploh prišli na idejo, da bi pa zaledeneli slapovi bili primerni tudi torej, za plezanje? Meni se je veliko stvari dogajalo v življenju slučajno. In ta je tudi ena od njih. In zato me je kar malo naroden, ko me nekje obravnavajo kot začetnika lednega plezanja po slapovih pri nas. To je bil čisti slučaj. Mi smo šli plezati v Špik pozimi. Vreme se je skazilo. In ko smo se peljali proti Martuljku, je dobesedno tisti slap takole stal pred nami. In jaz sem razmišljal, a gre dan v nič ali nekaj probamo. Kako pa, če bi probali tale slap splezati? V ledu smo že plezali. Kaj, ne? In smo šli noter z orodjem, kakršno smo pač imeli, z znanjem, ki ga tudi nismo imeli kaj prida. In jaz vem, da sem čez en dedalj v spodnjem delu sem celo lestvice uporabil. Ker enostavno nisem verjel, da bojo dereze prijele. In sem zavrtal klin in s pomočjo lestvic splezal tista prvi raztežaj pol. Tam na levi strani je bila ena skalna luknja, sem noter zabil klen, fiksiral štrak, ampak je bilo že pozno. Ok, pustimo mi tlele fiksiran štrak, pridemo naslednjo nedeljo oziroma naslednji vikend, pa po njem do tle, pa čez. Seveda nismo vedeli, kako leden slap ratuje. In ko smo mi naslednjič prišli, bila tista vrv pol metra pod ledom noter. Ampak ni bil pa več tako strm, ki je bil takrat, smo prvič začeli. Tako da sem relativno hitro splezal do tistega štanta, pa je Lado splezal po tisti najtežji del. Ponekod tako, ker so bile te šalčke, ki jih voda naredi, da se je z volnenimi rokavicami prijel za šalčko, malo počakal, da so rokavice primrznile. Meni se je kar malo ustavil, ko sem ga gledal, kako brez cepina pleza tam ene par metrov. No in potem sem je še tisti del nad tem glavnim delom, se ne vem, če se sploh pleza, ker je bil še en skok, 5 metrov visok, pa pol graben, ki se je končal. In smo ga splezali, in ker se je takrat pač, ko bi rekel, glih uveljavila ta kategorizacija, zaradi katero smo mi morali javljati vzpone, mislim, da Bojanu Polaku ali na komisijo za alpinizem ali kam, smo pač ta vzpon upisali, in je malo zavladala panika, kako zdaj to oceniti. Prvenstven, pa navpičen led, in je kar naenkrat nanesel toliko tistih točk, da bi mi za cel let imeli dost. Pa smo se pa nekako zmenili, da je to trening, da to ne moramo reči kot smer. In mislim, da en teden kasneje je bilo cel kup, 3-4 slapovi so bili splezani po Sloveniji. Češka koča, mislim, da Sinji slap, pa še ne par. To je slučajno bilo ali je pač čisto preprosto informacija vašega vzpona prišla naokrog in so še drugi poskusili? Po moje je bilo slučajno, po moje je bila taka zima, da so bile take razmere in
toliko nas je že bilo, ko smo v centralnih Alpah v ledu plezali, da jih je zamikali tudi to. Ne? Po moje je bilo slučajno, mislim, da niso zaradi tega začeli. Zato se tudi sploh se ne smatram za kakšnega začetnika lednega plezanja v slapovih. Kako ste pa pol dojemali, naprimer, ta led? Je ta led bil, če res niso razmere v hribih, gremo pa potem kakšen slab splezati, torej še vedno rezervni plan, ali je plezanje slapov postala resna zadeva potem? Ja, kasneje se je to, se mi zdi, razvil kar zares, ker so se tudi zmeri bolj resni slapovi plezali. Ne, s pojavom dry toolinga so se plezale tudi težke kombinirane smeri ledne pri nas. Ne. Tako da mislim, da se je razvil kar v samostojno smer to. Kako ste pa vi dojemali? Ja, jaz sem ga dojemal kot nekaj luštnega, kot nekaj novega, kot nekaj takega vodnega ledu. V centralnih Alpah ga redko kdaj srečaš, voden led. Ne. In se drugače obnaša in se drugače pleza v njem. In tudi drugače zoprn je, bom rekel, ker si moker. Če je kočkaj resen slab, po njem teče voda in ne prideš ven, ne da bi bil podhlajen.